Pa gleda atletska steza tudi, ja. Pa stari del šole. Vprašaj, da si ubral. Bojo že, smo rekli, malo, veš kaj, nič ne vem še na profesor, ker nekaj se izogibam zelo takim stvarem se raztrega. Ne, po lokalih sem rekel. Kaj ne premogovačice, to vam proslim. To ni trta, ti Res, nimam brez časa. Ja, lej, pravila iste ure, njega srati tele, Ja. To pa je morala, to pa moram reči, to pa moram pohvaliti. Ja, živo. Dajmo se pole malo predstaviti, no. Jaz sem šel na govorniški odek danes po letu, ne. Prosim, če se malo približate, da bom lahko znižal ton, no. Da vse slišite, ne bom dolg obljubim. Najprej vas vse lepo pozdravljam. Vam čestitam ob prazniku občine Mengeš, ki ga letos praznujemo malo drugačen način. Koronavirus nam je pač spremenil neke ustaljene življenjske poti, tudi dela in pa opravila so se odvijala, bom rekel, drugače. Predvsem me pa veseli, da je pa delo na našem največjem objektu, ki se gradi v samostojni občini Mengeš, potekal nemoteno, sledimo terminskemu planu in lahko tudi pričakujemo nekje v jeseni odprtje tega objekta, tudi, bom rekel, z vso infrastrukturo, ki temu sledi. Ko sem razmišljal, kako bomo letos pač obeležili občinski praznik, je mogoče to neka prilika, da saj svetniki, svetnice, člani nadzornega odbora, predsedniki športnih društev, častni občani in pa predstavniki nadzornega odbora, da si to ogledate, da si povzamete nek vtis, da lahko posredujete informacije naprej. Vem, da ljudje sprašujejo, ne, kako se dogaja, kaj se dogaja, predvsem pa, kdaj bo to dogajanje končano in dano v uporabo, ne. Tako da danes imamo priliko to videti, tudi posredovati, seveda tudi z željo, da graditelj dela zaključi tako, kar nekje predvidevamo. Jaz bi vas zdaj prepustil, da ne bom tukaj govoril, našemu vodji gradbišča, Nejcu, predstavnik graditelja, nas bo peljal skozi gradbišče. Moram reči, da tudi s firmo graditelj smo se pogovarjali, da smo poti naredili tako, da so varne, del stopnic in tega ne bo prehoden.
gre se tudi za vašo varnost, ker objekt je še zmerom gradbišče, vendar je toliko varno, da niso potrebne čelade. Bi pa prosil, da vseeno držite malo varnostne razdalje zaradi koronavirusa. Zdaj mask pretežno nimamo, ampak mislim, da smo vsi zdravi in da bo to tudi ostalo. Po tem ogledu smo pa tukaj pač še malo povabljeni, da se zadržimo ob kozarčku in še kakšne rečemo. Tako. Zdaj pa kar najc z naše strani občine Uroš, pa še gospod Aleš Robič je pa predstavnik Supernadzora, pa mislim, da boste vi tisti, ki boste kaj več povedali tudi skozi objekt. Gremo. Zdaj ugled smo si nekako tako zamislili, da bi šli kar na sprednjo stran dvorane, ker gremo lahko noter. Si pogledate noter dvorano, v same prostore ne bomo hodili. No? Če boste imeli kakšno vprašanje, si me lahko vprašate, pa se naknadno kaj zmenimo. Potem pa pridemo tukaj nazaj, gremo še do tribun pogledati, pa po želji naprej. Tako da jaz mislim, da če gremo kar za malo. Zdaj, če imate pa kakšno vprašanje, pa kar sprot lahko vprašate. Zdaj mislim, da je tudi projektant tukaj, nekaj sem ga videl, da je priletel, tako da vam bomo lahko sprot odgovorili. Uroš. Tukaj na hitro samo dve besede, da razložimo, kako od odzunaj v bistvu izgleda. Tukaj se že vidi v bistvu ogrodje igrišča, ta del od stebrov, lovilne mreže stebrov so že postavljeni mišljeni kot košarkaško igrišče, dol je rokometno igrišče, tole je pa že tekaška steza notranji rob. Tako da tamle, ko gospod župan stoji, je povezovalna pot iz betona, zdaj smo pa v bistvu že vsi na tekaški stezi. Ja, zdaj, če lahko še toliko, glede na to, da se tudi, bom rekel, v javnosti so se pojavljale vprašanja, kako bomo nadomestili bivšo, bom rekel, ploščad za rekreativne in take površine, seveda je treba povedati, da v štartu je ali pa v osnovi je to igrišče za potrebo osnovne šole, to se pravi vsa igrišča in tako naprej. V popoldanskem času bo na voljo društvom, ki bodo imela pač v svojem programu predvidene treninge in rekreacijo tudi na tem območju, in pa seveda tudi v dvorani. Zdaj, če smo še toliko okrog tega, ker smo imeli tudi na občinskem svetu z gradbenim odborom, z vodstvom šole, o neki podlagi za igrišča, pa ne bi rad, da se danes to stvar debata sproža, ker ni pravi trenutek. Odločitve so bile že podane, mogoče bo tudi enkrat v prihodnosti kaj drugače, ampak zaenkrat bo tukaj tropasovna atletska steza krog, pa 4-pasovna ravna, znotraj je pa igrišče za rokomet, košarko in pa za skok v daljino. Igrišča, ki sta namenjena tudi pretežno šoli, bosta asfaltirana pač s tem zdaj najboljšim asfaltom, ki omogoča, bom rekel, več načinov uporabe, ne samo specifično samo za košarko ali za rokomet. Zato je bilo pač tudi z vodstva šole izraženo, da, ker je to večnamensko, ni samo izrecno samo za en šport, da je pač tudi tako opremljeno. Zdaj, če se bo izkazalo, da smo o tem ali pa da smo naredili nek feler ali kiks, da ni bila prava odločitev, se da še to spremeniti, ampak zaenkrat ostajamo pri tem. Tudi posvetovali smo se, bom rekel, z nekimi strokovnjaki, ki so nam svetovali v smer te odločitve. Če se bo pa izkazali, da je odločitev prav, bomo pa videli v sami praksi, kako se to izvede. So bolj dobre in slabe, bom rekel, strani, ampak vseeno je potem prevagala tista odločitev, da igrišča ostaneta v asfaltni podlagi. Seveda atletska steza pa s tartanom. V popoldanskih urah seveda bo namenjen tudi rekreaciji vsem tem. Pripravlja se pa tudi idejni projekt še za ograditev zaradi same varnosti, bom rekel, in preprečitev vandalizma. Seveda na dveh točkah bo pa jasen vstop,
ki bo omogočal vsakmu izmed nas ali vas, da gre na atletsko stezo, opravi pač svoj trening, čisto rekreativno ali karkoli, košarko ali druge zadeve. Ne bo pa možno da se bodo začeli, se veste, motorji, skuterji, kolesa in tako naprej, ker se to uničuje. Ne. Se pravi, za neko varnost mora biti poskrbljeno, da preprečimo vandalizem in pa nadaljnjo škodo. Toliko o zunanjih površinah. No, zdaj pa naj prosim, če nas kar popeleš noter. Lepa si. Fajn zdaj že, ne? Moram se to, ne? Kar pridite malo do sem, no, da ne bomo preveč razpršeni. Dajte, izvoli. Sej ta del dvorane, tudi skrbite, je že v robe bolj kot ne izvedeno razen montažo opreme. Zdaj, Estrih je bil narejen prejšnji teden, v roku 2 mesecih se bo lahko začel polagati parket, potem prejema še montaža Elanove športne opreme, tako da bo dvorana v bistvu bolj kot nekončana. Zdaj, kaj več v sami dvorani tukaj spohnjam povedati, zdaj konstrukcijo, ne vem, nekateri ste že bili tukaj, bi izgubili besede za te lesene nosilce, stene, tukaj poznate. Mogoče glede nosilcev, ne, to so po nekih neuradnih podatkih najdaljši leseni nosilci v enem kosu pripeljani, ne. Eden je 37 metrov, ne. Tako da 8 jih je in so bili z izrednim prevozom pripeljani iz Avstrije. To je ena taka zanimivost. Druga zanimivost mogoče so teli svetlobniki. Zdaj v bistvu ne uporabljamo elektrike. Oziroma jo počasi ob mračenju se dodaja, ampak je podnevi zelo podobna svetloba. Ta svetloba je nekako konstantna, malo je teh motečih elementov, če bi bila ta stena odprta, bi pravzaprav mogli skozi senčiti, pa dodajati elektriko, tako pa v bistvu je neka taka enakomerna osvetlitev tekom dneva, pa potem enakomerno prehaja tudi v času mračenja. Prosim? Tako da to načeloma ni luč, to so pač svetlobniki, ti so proizvajalca Solatube in pač v mračenju pa se dodaja leto svetlitev. Tako slučajno od... Miro, lahko prosim. Ja? Če dovolite, no, še par stvari. Zdaj smo pač v centralnem delu, ne? Mogoče nekatere je zmotila enkrat neka slika dvorane, v kateri je bila še steklena stena, ne? Tisti, ki ste v občinskem svetu, veste, da smo ta projekt optimalizirali tudi iz naslova pridobitev sredstev iz energetskega sklada, ne? In tudi eden od pogojev je bilo, da se ta steklena stena zamenja, ker je preveč, bom rekel, prevelike izgube, bom rekel, energije, obenem je pa tista najbolj moteč faktor svetloba. In zdaj, kot je to, recimo tudi zunanja zadeva, kot je lesena, ne, vidimo pač, kako izgleda in tudi mi smo zaradi te zamenjave dobili, bom rekel, več sredstev iz ekosklada, ker smo ustrezali višjim normativom, ne. V samem prostoru bodo tudi, zdaj vidite, montirane koše, plezalna stena, tudi s planinci smo še nekaj uskladili po njihovi želji. Tukaj prijo še izvlečne tribune, tlele gor pa prijo še 3 zavese, kar pomeni, da bodo 3 dvorane, da lahko v eni uri, če rečemo 6-8, v tem prostoru so 3 različna športna društva, ki izvajajo svojo dejavnost, ne. To pomeni, da je to recimo kar pomemben podatek za vse tista društva, ki si bodo tle želela, ne. Prepričan pa sem, da bo, če bi bil še en prekat, bi bil ravno tako zaseden, ne. Vsaj zdajšnjo povpraševanje in želja po teh stvareh, moram reči, da se povečuje, veča, tudi firme nas že kličejo, tako da tudi pripravljamo pač neka pravila igre, kako se bomo tega oziroma se že lotevamo, ne, ampak najprej treba se delo zaključiti, ne. Tam zadaj bodo garderobe, potem neki kabineti, ne,
v te detajle niti zdaj ne bi zahajal, no, ampak nas predvsem zanima ta del centralnja, ne, tribune, izolečne, na katerih bo lahko skupaj nekje 800 otrok, ne, seveda, če bo pa kakšna večnamenska prireditev, bo tudi podlaga za parket, na katere se lahko postavijo stoli in se lahko tukaj takšnega. Čeprav, bom rekel, naše videnje dolgoročno je, da se ta dvorana ne bi, bom rekel, preveč eksploatirala v neke komercialne namene, v oddajanje nekih takih ali drugačnih zadev, ker vemo, da potem ta smisel same dvorane se počasi izgublja, pa tudi za samo vzdrževanje, ker imam podatke tudi od drugih, recimo, se porajajo razne, bom rekel, ali pa negativni učinki, ki pa potem nikoli s tem denarjem, ki ga dobiš od najemnine, težko skompenziraš. No, tako da predvsem namenjena športu, se pravi v osnovi športu, osnovne šole Mengaši in pa zunanjim uporabnikom za športne aktivnosti. Nejc, imam še kaj za dodati, a gremo še kaj, še krok narediti? Lahko povem še, da je povezana tudi na oni strani tam dol, ker ne bomo šli s toplim hodnikom, ne, se pravi s stoječo šolo, da učenci, ki bodo prihajali ta prostor, grejo skozi topli hodnik, so tudi garderobe in tako naprej, ne. Tako da je vse seveda povezano, ne. Nad tem hodnikom je peš prehod, lepo, ne, tako zazelenel in stezica, tako da mislim, da ta objekt, ne, čeprav so nekateri zelo nasprotovali, so se trudili, da ne bi uspeli, moram reči, da sem zelo vesel, da smo, tudi s podporo mnogih od vas danes, ki ste tere, da ta prepotreben objekt v občini Mengaš bo slej ko prej zaživel. No. S tem bomo tudi pridobili lahko neke dodatne vsebine, ki jih danes nismo mogli recimo tukaj imeti od košarke, rokometa do atletike. Lahko tam le pozdravljam, no, en par tam le za mano v rdeči pa v beli majici, a ne, Marina Tomič, pa njen spremljevalec, pred kratkim ustanovljeno atletsko društvo tudi v Mengšu, ki je osnova ali pa povoj za vse športe, naprej vemo, da atletika je abeceda športa, ne, in to se je začelo dogajati od najmlajših, da jih vzgajamo, bom rekel, bolj, da se tukaj po stezi sprehajajo, kot pa s flašo po drevoredu, ne, če grdo se izrazima, ne. Mislim, da marsikateri kateri starš se lahko tudi za to odločil, ali pa za druge vsebine, ki jih zdaj nismo mogli imeti, pa bi jih imeli radi, ker nismo imeli za to potrebne infrastrukture. Toliko z moje strani, zdaj, a gremo še kaj naokrog? Ja, saj vem. Zdaj, če smem, no, poleg graditelja, tako kot je že župan omenil, je zato, da dela nekako tekoče tečejo, odgovoren tudi dobavitelj opreme Lan Inventa, potem nadzorniki, Eurotehnik pa Domplan, pa ne nazadnje z nami je tudi projektant, ki je pa zaslužen za uspešno umestitev objekta v prostor, pa oblikovno zasnovo. Gartner arhitekt. To je to, zdaj bi pa z Necom govorila, da bi šli še okrog, sem na gor še pogledati mogoče z tistega vidika, po pa malo vabljeni k pogostitvi. Pol imamo pa že visoki vrla, saj jaz. Ja. Koordinator nam ni dovoljno, no, če stopnice, tako da če bi ne bomo pogledali, lahko zdaj pogledamo, rad bomo šli pa po isti pot nazaj, pa po Klančin gor na tribune še pogledati, kako zgor zgleda. Okay. Tako da zdaj ne vem, če boste še kak krok naredili, rad bomo pol nazaj šli. Ja, pol gremo pa ven, pa še zunaj strani tam tisti prehod in to je to. Peter, kako se vam zdi? Ste jo udoponirani temelji zoološke, ki je bojo zemlježeci, ki je to pribovni, ki bo to vse okolika, bo še bo, ki bo vse. A zbudalo se še cel dan študira. Pa samo, če na oddelje
Ja, najprej, no, mogoče, se pravi, kdaj smo rekli, da bo tole zdaj dokončan do septembra? Glejte, zdaj tako, terminski plan seveda je nekje z 1. julijem podati vlogo za uporabno dovoljenje. Ne. Vemo, da pač, da ti dobiš potem tisti datum, ne, bo mogoče enkrat konec avgusta, ne. Vmes bodo se seveda še dela, ne. Potem pa računamo septembra ali konec septembra začetek oktobra odprtje, ne. Se pravi, zasledujemo terminski plan, nikakor pa ne bo to že na prvi šolski dan, kar je pa nemogoče, ne. Pa tudi s tako pomembnim objektom ali projektom, ne, je nesmiselno hiteti, ne, da v enem mesecu, če bi lovili en mesec, če smo zdaj toliko let čakali, to treba stvar dokončati v miru in kvalitetno, ne da je z neko furijo ali pa andrtjo, se pravi, je potrebno stvari dokončati v terminskem planu, brez nekih naprezanj, da bi bili prej, ker s tem ne bomo mogoče nič pozitivnega dosegli, ampak mogoče se zgodijo. Tako je jesen. Kako je pa z financiranjem? Zdaj nekaj slišimo, da ste dobili nekaj več sredstev, kot ste pa... No, mi smo seveda dobili sredstva iz Ekosklada, z ministrstva za šolstvo in šport, nekaj bomo dobili še z fundacije, tako da mi celo v tem trenutku si upam trditi, da bo ta objekt dokončan in odprt brez kredita. Lahko, ja, koliko je bilo sredstev? O številkah bom govoril na koncu, ko bodo jasne podlage, ko bo vse zadeva dokončana, ampak gibljamo se v številkah, ki so bile v proračunu, ki so bile potrjene z Invest programom. Do sedaj, bom rekel, nekje par procentov cena varira pri določenih zadevah, ne, ampak to na takšen projekt, na takšno ceno, kot je to minimalno, ne. Tako da si upam trditi, ne, da bo na koncu številka takšna, kot je bila na začetku, a ne, nekje malo več, nekje malo manj, pa črta potegnemo, bo pa številka zelo, zelo podobna tisti, bom rekel, ki je bila predstavljena in potrjena na občinskem svetu, to se pravi finančna konstrukcija, ne, in seveda tudi občina se za ta projekt ne bo potrebno, da bi se zakreditirala, se pa bomo v nadaljevanju za kakšne druge projekte, ki so ravno tako potrebni, ne, ampak se pravi, da smo kar dobri gospodarili vsa ta leta, da lahko projekt na prst rečem, ki je vreden 5 milijonov, sfinanciramo brez kredita. Omenjate, za katere se boste mogoče zakreditirali, če lahko poveste, kjeri so, oziroma je to tudi že razširitev nadaljna šola? Ja, mi tukaj iz tega prostora potem vstopamo v rekonstrukcijo, obnovo, se pravi zdajšnje telovadnice, kjer bo potrebno pač preurediti v prostore za kuhinjo, jedilnico, še nekaj učilnica, ne. Potem imamo v planu še rekonstrukcijo Slovenske ceste, ne. To je pač neka druga infrastruktura, ne. Tukaj bo tudi sofinancirala država, kjer imamo podpisane že pogodbo za 600 000 € sofinancirane. Radi bi uredili to, se pravi center Mengša, ulico Slovensko. Zdaj to lahko, ker smo izločili tovorni promet, ne. In zdaj je čas, da v to gremo, ne. Tako da to sta dva, bom rekel, projekta, obenem pa še seveda tudi tamle parkirna hiša, ne parkirna hiša, pardon, nevojsko parkirišče, ne. In za takšne projekte, bom rekel, ki so vitalnega pomena za samo občino, za kraj, ne, sem prepričan, da bojo tudi svetniki roke dvignili. Kdaj pa približno pa računate, da boste začeli še v šoli z rekonstrukcijo? V naslednjem letu. Mi moramo zdaj tukaj pač zadevo dokončati, ne. V proračunu za leto 2021-2022 seveda bomo mogli pa že kar glavnino sredstev nameniti tudi za te zadeve, ne. Tako da projekti so v teku, moram reči, da smo že kar daleč na poti, ne, ampak nikoli ne veš, ne, kje se kaj zatakne, ne. Moramo vedeti, ne, da samo neko dovoljenje, ne, ki smo ga tukaj čakali, pač zato, da smo lahko meteorno vodo speljali v Pšato, smo s strani Agencije Republike Slovenije za okolje in prostor čakali 13 mesecev, ne. In se vprašaš, ne, da zaradi neke birokracije, ne, ki meni ni jasna, ne, da se lahko v tej državi to dogaja, ne, v zadnje stoji projekt, ki je vreden 5 milijonov €, ne. Da ne govorim še o večjih, ne. In ne vem, katera vlada bo pač posegla v ta ARSO in naredila nek red, ne, da ne bomo mi talci neke birokracije, ne,
za tako pomembne projekte, ki so potrebni, bo rekel, občini ali pa državi. Kdaj pa imate, ne, kdaj pa se sploh zgodilo? Pozni termin je bil. Dajte se še malo naprej pomakniti. Pol še ne vem, za nazaj vem, da je dobro, za naprej, za pol pa še ne vem. Zdaj samo še toliko, no. Nahajamo se zdaj, vsi veste, ne, v delu fiksnih tribun, tukaj pod nami blijo še montažne tribune, bodo lesene klopi tudi označene, recimo, a ne. Upam, da boste starši tudi lahko prišli tukaj za svoje otroke videti, ko bo šolska liga v košarki ali karkoli, ne. Vem, da v Mengšu je bila zelo močna šolska liga. Jan, ko dela? Ja, tukaj sem. Ti si bolj velik, a si ti sodeloval, kaj se spomniš še? Pa neki seja. Neki sija, ne. Vem, da nekateri starši, ki jih poznam, so imeli svoje otroke tudi v tem, no. Pa žal so zdaj že izven, ne, tega šolskega programa. Upam, da bojo pa še vaši ali pa naši vnuki lahko tudi tle igrali, pa da bomo mi navijali za njih, ne. Pa še nekaj, ne, tukaj imam gospoda častnega občana Jožeta Mlakarja, ne, ki si neizmerno želi, da bi enkrat tudi organiziral državno prvenstvo v namiznem tenisu, ker vemo, da mengeški namizno-teniški klub je eno bolj uspešnih v državi, ne. Da bo tudi enkrat tukaj državno prvenstvo, da ne bo gostil zmer v Komendi, a ne, pa da moram jaz v Komendo hoditi, a ne, pozdravljati Mengšane, da jih bom lahko tudi v tej dvorani, a ne. Upam, da se v naslednje leto to že zgodili, Jože. Sicer je Štebe pred 15 leti prišel direkt z vrha planine povedal, da bo drugo leto v Komendi. Jože, prosim, ne omenjam. Zelo lopredni, da se tu dela. Večji koeficient. 5 metrov, moje zamene še.
Klačini gor, najprej. Pa tam čez. Tako, greš noter po stopnicah dol in so noter Umazani del pa čisti. Umazan, se probuješ, pa še postav čisti del. Samo iz šole imaš pa povezovalen hodnik, priješ tam. Pa gledalci drugače, gledalci pa pol zone strani not pridejo. Gledalci bojo isto tukaj gor. Tukaj gor, pa na tribune gor. Tukaj gor pa na tribune. Najsrečne tribune bojo iz tukaj šli dol. Iz tukaj dol, tako. Noben ne gre na parket. Ko je tudi šolo, smo dali tam eno dodatno steno, smo študirali, tako da šolari pridejo, da ne morajo pred tem zaviti na igrišče. Je tle od spod zdaj stena, da morajo čez... Ta stena je tukaj, kjer nismo delali? Še ena vmes. Še ena vmes. Ja, tukaj da prekine, da ne moreš iz povezovalnega hodnika direkt v dvorane, da moraš smer čez garderobe v dvorane. Po teh hodnikov pa očistimo. Ja,